Pred vami je video vodič, ki vas bo vodil pri uporabi programa Kam in kako. Z njim boste raziskali svoje poklicne interese, program vam bo pa na osnovi vaših odgovorov ponudil poklice, ki se ujemajo s tem, kar vas zanima. Da boste lažje delali, vam predlagam, da imate hkrati odprt filmček in internetni brskalnik, v katerem boste dostopali do programa. Okno s pomočjo tehle puščic v kotu zmanjšate na eno smiselno velikost in si filmček pomaknete v kot. Obenem pa zdaj odprete internetni brskalnik, v katerem boste lahko dostopali do programa. V temle brskalniku vpišete Kam in kako in izberete prvo ponujeno možnost, torej Kam in kako ZRSZ. Na tejle spletni strani, zdaj, ko imate tukaj, boste lahko pač filmček normalno naprej poslušali. Na spletni strani, na svoji desni, boste pa lahko klikali to, kar govorijo navodila. Jaz bom zdaj tale filmček ugasnila. In nadaljevala z navodili, kako dostopate do programa. Na temle zelenem gumbku kliknete za registracijo učencev in dijakov. Ker še nimate računa, greste v tole polje tukajle, registracija. In vanj vnesete registracijsko kodo, ki vam jo bo posredovala vaša svetovalna delavka. Kliknete na gumb registracija. Ko potrdite registracijsko kodo, vas vrže na stran Ustvarite svoj račun. Tukaj si izberete svoje uporabniško ime in geslo, ki si ga izmislite. Prosim vas, da vnesete svoje uradno ime, ne kakšnih nadimkov. Vnesite, prosim, tudi svoj elektronski naslov, ker boste na ta način lahko znova dostopali do programa v primeru, da boste pozabili geslo ali kaj podobnega. Sicer vam pa svetujem, da si podatke, svoje uporabniško ime in geslo nekam zapišete, zato da ga ne boste pozabili. Ko boste potrdili svoje podatke za registracijo, vas bo program vrgel na začetno stran. Prosim vas, da najprej izberete svoj spol in se odločite, kakšno raven izobrazbe si želite doseči. Tale del informacij boste lahko kasneje, ko boste že odgovorili na vsa vprašanja, tudi spreminjali, tako da naj vas to preveč ne skrbi. Vseeno vam pa jaz na začetku svetujem naslednje. Tisti, ki bi zaenkrat želeli preveriti poklice, ki jih lahko opravljate samo s končano srednjo šolo, izberite bodisi možnost srednja poklicna šola, to pomeni za tiste, ki ste zelo praktični, imate mogoče slabše ocene in razmišljate o tem, da bi se vpisali na 3-letno srednjo šolo. Tisti, ki se želite vpisati na 4-letno srednjo šolo, vendar zaenkrat mislite, da ne bi želeli nadaljevati potem še šolanja v okviru študija, si izberite tole možnost. Srednja strokovna šola, to so 4-letne strokovno-tehnične šole. Zdaj, tisti, ki razmišljate o vpisu na gimnazijo, oziroma tisti, ki veste, da boste skoraj zagotovo tudi po 4-letni strokovni šoli šli še nekam naprej, pa klikajte tele, ali višjo ali visoko, ali pa univerzitetno izobrazbo. Ko ste si to določili, poglejte, ali imate kakšne zdravstvene omejitve. Preberite, katere so tukaj navedene, če za vas kaka velja, jo označite. Če nimate nobene od tukaj napisanih težav, boste kliknili Nimam navedenih zdravstvenih omejitev. Kliknete naprej. Ko ste prišli na tole stran,
kliknete predlagani poklici in boste tukaj dobili v reševanje tale test interesov. Vaša naloga je, da preberete in razmislite, koliko vam je všeč vsako od tukaj napisanih del. Recimo prvo pravi, koliko vam je všeč delo z dojenčki, otroki in najstniki. Če ne veste, kako točno bi takšno delo izgledalo, imate tukaj tale i, na katerega lahko kliknete in boste dobili bolj podroben opis, kaj pomeni to delo. Ga preberete, razmislite in se odločite, ali vam je takšno delo zelo všeč, vam je vseeno, vam ni všeč ali vam sploh ni všeč. Jaz vas prosim, da če se le da, da se izogibate odgovorov vseeno mi je, ker če boste imeli takšnih odgovorov veliko, vam potem program težko karkoli svetuje. Torej, probajte se odločiti, ali ja ali ne. No, jaz bom na tejle prvi strani poklikala. Torej, meni je tole zelo všeč, mi ni všeč, no, tukaj mi je vseeno, delo v pisarni mi je všeč, prodajanje ali pospeševanje prodaje. Ko boste prišli do konca strani, poglejte, vam kar vrže naprej še druge odgovore. Na ta način nadaljujte s svojim odgovarjanjem, dokler ne pridete do konca. Torej, zaustavite filmček, rešite in ko boste prišli do konca prvega dela, znova zaženite tale navodila. Takole, očitno ste odgovorili in je vaš program pred vas postavil tole stran. Ponudil vam je predlagane poklice in vam daje možnost preverite svoj napredek. Lahko pa tudi odgovorite na vsa dodatna vprašanja in si ogledate svoj osebnostni slog. Jaz predlagam, da že kar takoj kliknete, odgovorite na vsa dodatna vprašanja in si oglejte svoj osebnostni slog. Tukaj pred vami so zdaj še dodatna, bolj natančna vprašanja o tem, kakšne vrste del so vam všeč in kakšne ne. Spet predlagam, da zaustavite filmček in odgovorite na tale vprašanja do konca. Takole, očitno ste rešili še preostala vprašanja, kar pomeni, da vas je program prestavil na tole stran. Tukaj vam daje možnost, da raziščete delovna področja in najdete več poklicnih idej, lahko pogledate dodatne informacije oziroma pregledate poklice. Jaz vam predlagam, da tukaj kliknete na tale rumen gumb predlagani poklici. In tukaj vam program že ponudi tiste poklice, ki so skladni z vašimi željami in interesi. Poglejte, če pogledate tukaj, na primer meni je na prvem mestu predavatelj višje strokovne šole, zdaj jaz vidim tukaj, da je ujemanje zelo dobro, ker so tukaj označene 3 zvezdice. Zdaj vam bo morda tole ujemanje manjše, ne vem, nekateri boste imeli tukaj ideje s 3 zvezdicami, z 2, z 1, nekateri boste morda tukaj imeli najboljše ujemanje celo samo z vprašajem. To se vam bo zgodilo, če ste na veliko trditev odgovorili z vseeno mi je. Kakorkoli, jaz recimo zdaj ne vem točno, kaj dela predavatelj višje strokovne šole, zato si bom šla o tem prebrati, tukaj pod več. Preberem kratek opis, preverim, kakšno izobrazbo potrebujem, če želim to početi, pogledam, kje bi lahko dobila zaposlitev in na tehle podzavihkih lahko tudi klikam, kakšne so še druge zahteve za ta poklic, v kakšnih pogojih ta človek svoje delo opravlja. Pod nadaljnje korake lahko preverite, kaj ste točno odgovorili za to, da vam je program ponudil ta poklic. Morda se vam je vmes med odgovarjanjem zgodilo, da ste želeli spremeniti svoj odgovor, pa ga niste mogli. Torej, lahko še enkrat tukaj pogledate in spremenite kakšen odgovor. Ne vem, če jaz ugotovim, da meni ni všeč uporaba tujih jezikov, lahko tukaj spremenim. Kakorkoli, če ugotovim, da mi je tale poklic všeč, ga bom
všečkala in se mi bo to shranil pod tiste poklice, ki jih jaz jemljem v obzir tudi pri odločanju za naprej. Kako se vrnem nazaj še na ostale poklice, tako da tukaj le kliknem na predlagani poklici in spet pridem na tale seznam. Zdaj, meni tukaj program ponuja tiste poklice, ki zahtevajo zame dokončan študij, ker sem tako označila. Če želim spremeniti svojo izbiro, grem nazaj pod moje ugotovitve, vidite tukaj, in pravi, preverite raven izobrazbe. Recimo, da jaz ugotovim, da me za začetek ne zanima še študij in da bi rada ugotovila, katere poklice bi lahko opravljala s končano srednjo šolo, bom kliknila tukaj, srednja strokovna, bom dala zaprite in poglejte, tukaj mi potem vrže ponujene druge poklice, take, za katere je dovolj, da končam srednjo šolo. Naprimer, evo, tukaj vidim, da mi ponuja tajnik, bom šla pod več in bom pogledala, s kako izobrazbo. In tukaj pravi končano srednjo šolo poslovne ekonomske smeri. Tako da mi že nekaj povem, mogoče, če ne bi želela iti na gimnazijo, v katero 4-letno srednjo šolo se lahko vpišem, glede na to, kar mene zanima. Kar še lahko raziskujete, torej, in če mi je to všeč, bom tukaj tudi dala en všeček. Program vam pove tudi nekaj o vašem osebnostnem slogu, torej lahko kliknete tukaj na levi strani na osebnostni slog in poglejte, meni pokaže, da je moj slog skrbnik in si tudi lahko preberem nekaj, kaj pomeni to, kaj velja zame. Razen raziskovanja poklicov, ki vam jih prav glede na vaše odgovore ponuja program, je tale Kam in kako meni zelo všeč tudi zato, ker lahko preberete opise o različnih vrstah dela in tudi o različnih drugih poklicih. Če greste tukaj na tole levo stran, poglejte, lahko poiščete določene poklice in preberete, za kaj gre. Recimo, poglejte, če greste na vrste dela, so vam tukaj na voljo opisi zelo različnih poklicev, ki zahtevajo stike z ljudmi, dobrobesedno sporazumevanje, skrb za druge ljudi, upravljanje, praktično delo in tako naprej. Tako da lahko mogoče potem malo poklikate. Ne vem, če veste, da vam je zelo všeč, pa da najraje se ukvarjate s športom, uživate v prostem času v zabavi, kliknete, pa malo pogledate, kakšne službe so take, ki imajo elemente tega že vključene vase in si malo preberete, za kaj gre. Poleg vrst dela lahko raziskujete tudi področja dela. Naprimer, poglejte, tukaj imate našteto trgovina, marketing, komerciala ali pa bančništvo, biologija, kemija, vzdrževanje, čiščenje in tako naprej. Torej, če recimo vi veste, da bi želeli nekaj početi, ne vem, na področju gradbeništva, arhitekture, geodezije, kliknete na to področje dela in spet imate tukaj cel kup poklicov iz tega področja. No, kar je zanimivo, poglejte, meni tukaj kaže, koliko se ujema z mojimi interesi. Recimo, ne vem, se meni zdi, da bi rada kaj na področju arhitekture delala, pa vidim, arhitekt, to slabo ustreza mojim interesom. Torej, jaz očitno se ne bi dobro znašla tukaj. Kar pomeni, jaz vas prosim, da na vse te trditve odgovorite, da bom jaz malo vas bolje spoznala, hkrati pa lahko potem vi čisto samostojno tukaj v tem programu potem sami raziskujete in berete.